Torej, lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na novinarsko konferenco ob predstavitvi izsledkov raziskave odprtosti in transparentnosti slovenskih občin. Moje ime je Nejc Horvat in prihajam z inštituta Danes je nov dan, v katerem smo raziskavo izvedli in sicer s pomočjo kolegic in kolegov iz Organizacije za participatorno družbo in pa Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Raziskava je bila sicer izvedena v sklopu projekta Tvoja občina, odprta in transparentna lokalna samouprava, ki je sofinanciran iz Active Citizens Fund v Sloveniji in podprt strani finančnega mehanizma EGP. Danes bosta z mano rezultate predstavila še Maja Cimerman, ravno tako iz Danes je nov dan, in pa Matic Primc iz Organizacije za participatorno družbo. Naš cilj je bil pogledati stanje na področju odprtosti in dostopnosti delovanja lokalne samouprave in vključevanja občank in občanov v te procese, ter podati nekaj konkretnih nasvetov, kako to področje pri nas dvigniti na naslednjo raven. Izjemno veseli smo, da lahko današnji dogodek soorganiziramo z Državnim svetom Republike Slovenije, ki je ena pomembnejših institucij, ki pri nas skrbi tudi za interese lokalnih skupnosti. Zato se jim v imenu vseh treh organizacij, ki smo raziskavo izvedli, lepo zahvaljujem. Še bolj me veseli, da je danes z nami tudi predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, ki ga bom čez nekaj trenutkov povabil tudi k uvodnemu nagovoru. Po tem nagovoru bomo na kratko predstavili namen raziskave in pa uporabljeno metodologijo, pogledali spletno mesto, kjer bodo te podatki na voljo, nekaj splošnih rezultatov in pa si ogledali nekaj ključnih izsledkov ter primerov odprtega in transparentnega delovanja občin po posameznih vsebinskih sklopih, na koncu pa nekaj trenutkov namenili tudi potencialnim vprašanjem. Zdaj pa bi gospoda Kovšca vljudno povabil k uvodnemu nagovoru. Hvala lepa. Najprej lep dober dan vsem skupaj prisotnim in tistim, ki nas spremljate na daljavo. Pozdrav in obenem tudi zahvala raziskovalcem v imenu Državnega sveta Republike Slovenije. Gre za pomembno raziskavo, pomembno temo, ki bo Državnemu svetu v oporo za naše nadaljnje delovanje oziroma naše obravnavanje in pomoč lokalnim skupnostim pri njihovem delu. Kot je že uvodoma bilo izrečeno, Državni svet je najvišji formalni zastopniški organ lokalne samouprave. Večino Državnega sveta tvorijo predstavniki lokalnih skupnosti, ki interese lokalne samouprave zastopajo med ostalimi svetnicami in svetniki. O pomenu lokalne samouprave ne gre izgubljati besed, jaz bi samo spomnil na čase velike finančne in gospodarske krize, iz katere je Slovenija izšla relativno malo poškodovana in to največ po zaslugi lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti so bile takrat glavni investitor, ki je ohranil v dobri kondiciji lokalno drobno gospodarstvo, kmetijstvo in tudi storitvene dejavnosti, tako da smo za razliko od nekaterih drugih držav Evropske unije tisto krizo izjemno dobro prestali. Lokalna samouprava je tukaj upravičila ne samo svoj obstoj, ampak je upravičila tudi zaupanje v zmožnosti razvoja, tudi v neugodnih gospodarskih pogojih. Danes bomo govorili o transparentnosti. Želel bi opozoriti, da je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo povprečen Slovenec, povprečen prebivalec začutil neko razliko med preteklim stanjem, preteklo možnostjo vpliva na oblikovanje in izvajanje politik in na novo stanje, na stanje, da smo vsi postali državljani Evropske unije. Glede na to, da se sredstva komuniciranja, predvsem pa družbena omrežja, dejansko nahajajo v vsakem gospodinjstvu, dostopna so vsakem posamezniku, bi človek pričakoval, da je participatornost
v sodobni družbi bolje razvita, kot je bila kdajkoli poprej. No, vendar nekatere raziskave kažejo, da se ljudje navkljub vsesplošni prisotnosti informacij in možnosti delitve informacij in izražanja svojih mnenj zmanjšuje. Pri tem je zelo pomembno, da ljudje ohranijo neko zaupanje v inštitucije, ki upravljajo z njihovimi življenji, in transparentnost delovanja vseh organov je tu izjemnega pomena. Ne gre zgolj za ohranjanje integritete, ne gre zgolj za ohranjanje legitimnosti, gre tudi za količino in kakovost informacij, ki so ljudem dostopne, tako da lahko učinkovito razumejo dogajanja in si ustvarjajo svoja mnenja, ter seveda tudi s tem oblikujejo svoje družbene akcije za doseganje svojih ciljev kot posamezniki in kot del družbe. Transparentnost je torej bistvena predpostavka demokratičnosti in integritete vsakega sistema. Ravno zaradi tega je ta raziskava izjemno pomembna. Še bolj pomembna pa je zato, ker so jo opravili neodvisni raziskovalci. Brez vsakega okolišanja lahko rečem, da raziskave, ki so izvedene z nekim interesom, bodisi od oblasti, bodisi od tistih, ki oblasti oponirajo, imajo vedno tendenco osvetljevati probleme, za katere lahko zelo enostavno povemo, da je njihova osvetlitev v interesu bodisi oblasti, bodisi tistih, ki oblasti oponirajo. No, neodvisne raziskave so pa v tem smislu veliko bolj objektivne. Konec koncev raziskovalci niso usmerjeni v neke politične cilje in dokazovanje svojih političnih stališč, temveč v raziskovanje dejanskega stanja, oslikavo objektivnih dejstev, izpostavljanje slabosti brez političnih razlogov in interesov in iskanje novih rešitev, ki so v skupnem interesu. Državni svet seveda z velikim veseljem podpira neodvisne raziskave, predvsem tudi take na področju interesov, ki jih v državnem svetu zastopamo, in ti interesi so pravzaprav presek večine interesov, ki se na tak ali drugačen način artikulirajo v slovenski družbi. Interesi lokalne samouprave so, kot sem že rekel, eden izmed najpomembnejših interesov, ki ga artikuliramo v državnem svetu. Ta raziskava je za državni svet pomembna tudi iz razloga aktivnosti državnega sveta v zadnjem času. Kot veste, je državni svet nosilec projekta ponovnega poizkusa ustanovitev pokrajin v Sloveniji. Ustanovitev pokrajin v Sloveniji pravzaprav pomeni največjo spremembo po osamosvojitvi in vstopu v Evropsko unijo. Zakaj? Gre za decentralizacijo oblasti, gre za večjo demokratizacijo nasproti strankokraciji, ki smo ji priča v teh časih, in gre za prenašanje ne samo pristojnosti, pač pa tudi odgovornosti z ravni centralne oblasti bližje lokalni oblasti in bližje prebivalcem Republike Slovenije. V tem času, ko poizkušamo najti zakonski okvir za ustanovitev pokrajin in za prenos pristojnosti, je zelo pomembno vedeti, v kolikšni meri je lokalna samouprava sposobna sprejeti pristojnosti in s tem tudi odgovornost za kakovostno vodenje in upravljanje. Raziskava o transparentnosti delovanja lokalnih skupnosti je pravzaprav pokazatelj, kaj je še potrebno postoriti, da v primeru ustanovitve pokrajin, v kar državnem svetu ne dvomimo, bodo lokalne skupnosti pripravljene na prevzem odgovornosti in s kakšno stopnjo učinkovitosti te lokalne samouprave v smislu ustanovitve pokrajin lahko pričakujemo v prvi fazi. Za nas bo zelo pomembno ugotoviti, kje so slabosti in artikulirati nakazane rešitve na tak način, da se lokalna samouprava na ustanovitev pokrajin lahko učinkovito pripravi in opraviči tudi to idejo o decentralizaciji države. Jaz se bi še enkrat zahvalil raziskovalcem za njihov trud, z zanimanjem bom seveda spremljal njihove izsledke, zagotovo pa ne bomo zaključili samo s predstavitvijo teh izsledkov, pač pa tudi z njihovo implementacijo skozi delovanje državnega sveta
v smislu vgraditve v izboljšave za lokalno samoupravo. Torej, še enkrat hvala lepa in dobrodošli v Državnem svetu. Hvala lepa, gospod Kovšca. Ja, lokalna samouprava ima gotovo velik vpliv na življenja Slovenk in Slovencev. Zato mora biti delovanje občin odprto in vključujoče. Transparentnost, odprtost, integriteta in učinkovitost so temelj zagotavljanja odgovornega ravnanja oblasti. Možnost vpogleda v delovanje oblasti je minimalni demokratični standard. Popolnoma odprto delovanje pa cilj, h kateremu je treba stremeti. Takšno delovanje občankam in občanom omogoča sodelovanje v različnih procesih lokalne samouprave. Od spremljanja relevantnih tematik do nadzora nad lokalnimi oblastmi, pa vse do neposredne udeležbe pri sprejemanju za njih pomembnih odločitev. Zato višji kot so standardi odprtosti, transparentnosti in dostopnosti, višja je podpora in zaupanje javnosti v delovanje institucij. Ker smo želeli to stanje v sodelujočih organizacijah dvigniti na naslednjo raven, smo pripravili sistematičen pregled tega področja. In sicer gre za prvo tovrstno raziskavo pri nas, v kateri smo občine analizirali na podlagi 80 kazalnikov, razdeljenih v 5 vsebinskih sklopov. Podatke smo pridobili na podlagi občinskih spletnih mest, veljavne zakonodaje in nekaterih javno dostopnih dokumentov, kot so občinski poslovniki, pri enem od sklopov pa tudi z neposrednimi odgovori na vprašalnike, ki smo jih poslali občinam. Raziskovali smo transparentnost delovanja občinskega sveta, torej zagotavljanje pravočasnih in ustreznih informacij o lokalnih procesih odločanja. Preglednost spletnega mesta in dostop do informacij, kjer smo se osredotočili predvsem na enostavno in uporabniku prijazno prikazovanje javnih podatkov. Transparentnost in vključenost v postopek sprejemanja občinskega proračuna, kjer smo preverjali prizadevanja občine, da ta sicer vsebinsko in tehnično zapleten postopek približajo občankam in občanom in jim s tem omogočijo participacijo. Dostopnost občinskega spletnega mesta, s čimer smo preverjali, ali občina zagotavlja enostaven dostop do informacij in funkcij spletnega mesta čim večjemu številu oseb, ki imajo zelo različne sposobnosti. In pa vključenost javnosti v delovanje občin, kjer smo preverjali, katerih procesov vključevanja občank in občanov se občina poslužuje in pa v kakšni meri o njih obvešča. Pri tem naj omenim, da smo v raziskavi gledali podatke za leto 2020, torej je slika danes verjetno nekoliko drugačna. A je raziskava vseeno dovolj realen pokazatelj, da je na njeni podlagi mogoče potegniti določene zaključke. In te zaključke smo pripravili v obliki priporočil. Natančneje, pripravili smo 20 skupnih priporočil, potem pa na spletnem mestu za vsako posamezno občino podali 5 nasvetov, s pomočjo katerih lahko odprto in transparentno delovanje dvignejo na naslednjo raven. Prav to je bil namreč cilj raziskave, da bi vsaki posamezni občini in pa vsem občinam skupaj podali priporočila, s pomočjo katerih bo njihovo delovanje še bolj odprto, bolj transparentno in bolj vključujoče. Za kar najbolj uporabnikom prijazno predstavitev rezultatov smo razvili interaktivno spletno mesto Lestvica transparentnosti, na katerem smo predstavili lestvico občin, tako glede na skupne rezultate analize in pa tudi po posameznih vsebinskih sklopih. Na spletnem mestu si je torej mogoče ogledati podrobne rezultate za vsako posamezno občino, te rezultate primerjati z drugimi občinami ali pa narediti primerjavo zgolj s tistimi občinami, ki imajo približno podoben proračun ali pa približno podobno število prebivalcev. Poleg tega smo pripravili tudi pogled na širšo sliko lokalne samouprave v Sloveniji in vse to objavili na spletnem mestu. Spletno mesto bomo danes delili z javnostjo in vse povabili, da si ogledajo rezultate in nam pomagajo pri razvoju tega področja.
Želimo si namreč, da bi v prihodnje lahko gledali rast teh številk. V raziskavi smo namreč ugotovili, da povprečno občine dosegajo 34,9 od 100 točk. To pomeni, da dosežejo v povprečju le nekaj več kot tretjino vseh kazalnikov, tudi najbolje uvrščena občina pa je dosegla le nekaj več kot 2/3 točk, in sicer 69,2 točki Mestna občina Ljubljana. Večina občin pri odpiranju svojega delovanja torej ni preveč proaktivna in bolj kot ne sledi neambiciozni zakonodaji na tem področju, ki ne predvideva aktivne participacije prebivalcev. Še bolj nas je presenetilo, da kar 168 občin na določenih področjih ne zadostujejo niti minimalnim standardom. Iz tega lahko sklepamo, da imajo prav vse slovenske občine še dovolj možnosti za napredek in s svojim delovanjem skušamo to tudi doseči. Pridobljeni podatki so sicer pokazali korelacijo med številom prebivalcev in višjim oziroma med številom prebivalcev in višjim proračunom ter številom doseženih točk. To pomeni, da so občine z večjim številom prebivalcev in pa z višjim proračunom praviloma bolj odprte in transparentne in obratno. Občine, ki imajo manj prebivalcev in manjši proračun, praviloma dosegajo slabše rezultate. Pri tem je sicer mogoče, da je v manjših občinah spletno mesto manj pomemben kanal obveščanja, zato je tam na voljo manj informacij, nizko število pa je lahko tudi posledica nezadostnih kadrovskih kapacitet ali pa finančnih sredstev. Zdaj pa vabim Majo Cimerman, da z nami deli nekoliko bolj podrobne podatke na področju transparentnosti. Hvala, Nejc. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je Nejc omenil, jaz bom v bistvu predstavila neke glavne zaključke naše raziskave. V prvem sklopu smo gledali transparentnost delovanja občinskega sveta. Občinski svet je najvišji organ odločanja o zadevah občine, njegovi člani, občinske svetnice in svetniki pa so neposredno izvoljeni. In ravno zato je pomembno, da imamo občani informacije o delovanju občinskega sveta, ter da smo z pravočasno objavo informacij in podatkov, da nam je omogočeno, da lahko sodelujemo pri delovanju občinskega sveta oziroma da lahko vplivamo na odločitve, ki jih občinski svet sprejema. To smo tudi analizirali. Vprašali smo se, ali so občani seznanjeni z sejami občinskega sveta, kdaj potekajo. Ugotovili smo, da 51 občin objavi vabilo na sejo občinskega sveta več kot 7 dni pred sejo. Vendar smo hkrati tudi ugotovili, da kar 76% občin vabilo na sejo objavi manj kot 7 dni pred sejo, ali pa ni bilo možno iz spletnega mesta ugotoviti, kdaj je bila objava narejena, ali pa vabila sploh niso objavili. S temi praksami v bistvu občanom onemogočajo sodelovanje pri delovanju občinskega sveta. 77 občin omogoča spremljanje seje preko video ali audio posnetka, bodisi v živo, bodisi z objavo posnetka na spletni strani, na spletnem mestu občine. Tukaj nas je predvsem presenetila številka oziroma podatek, da 84 občin ima posnetek, ampak je dostopen javnosti le na zahtevo. To se nam zdi problematična praksa, ker verjetno večina občanov ne ve, da posnetek obstaja, ali pa morda ne ve, da lahko zaprosi za njega oziroma pod kakšnimi pogoji. Torej gre za to, da v bistvu posnetek čisto zares večini javnosti oziroma splošni javnosti ni dostopen. Posnetki so sicer dober način informiranja javnosti, ampak v bistvu ne morejo nadomestiti transkriptov in zapisnikov, saj je po njih veliko lažje najti relevantne informacije. Torej smo ugotovili, da 5 slovenskih občin objavlja transkripte sej občinskega sveta. Ostale, tako pravijo one,
Tega si ne morejo privoščiti bodisi zaradi kadrovskih, bodisi zaradi finančnih omejitev. Mi mislimo, da dober zapisnik lahko nadomesti transkript in lahko pokaže, kaj se je dogajalo na sejah občinskega sveta. Zaskrbljujoče pa je, da kar 61% občin, torej več kot polovica občin, objavlja slabe zapisnike, 9 občin pa niti slabih zapisnikov ne objavlja. Tukaj vam lahko pokažem primer dobrega pa slabega zapisnika. Dober zapisnik nam, in to je primer na levo, nam pove, kdo je kaj povedal na seji. Slab zapisnik na desno pa ponavadi vsebuje dikcije kot svetnik X, Y in Z so razpravljali o določeni točki dnevnega reda. Ne pove pa nam, kaj so razpravljali, kaj so njihova stališča, kaj so njihova mnenja. Če občani nimamo možnosti vpogleda v delovanje občinskega sveta, v bistvu ne moremo vedeti, kako izvoljeni predstavniki predstavljajo naše interese in torej v bistvu govorimo o pomanjkanju politične odgovornosti izvoljenih predstavnikov. Pomemben del delovanja občinskega sveta so tudi delovna telesa, ki v bistvu delovna telesa, ki jih ustanovi občinski svet in ki podrobneje obravnavajo različne zadeve iz pristojnosti občinskega sveta. Delovna telesa smo analizirali z 6 kazalniki, ki so bili podobni kot kazalniki zgoraj, ko smo analizirali transparentnost občinskega sveta. Kar neverjetnih 47 občin v tem sklopu ni doseglo niti ene same točke, kar pomeni, da v bistvu svojim občanom in občankam ne omogočajo nobenega vpogleda v delovanje delovnih teles. Sicer so delovna telesa manj pomembna, morda kot občinski sveti, ampak vsekakor pa so zelo pomembna, ker se na delovnih telesih sprejema veliko pomembnih mnenj in odločitev, ki so potem potrjena na občinskih svetih. V drugem sklopu smo gledali preglednost spletnega mesta in dostop do informacij. Tukaj je bilo povprečno število doseženih točk nekaj več kot 8. V prvem delu tega sklopa smo se ukvarjali z vprašanjem, ali imajo občani in občanke dostop do informacij, s katerimi bi lahko nadzorovali delo izvoljenih predstavnikov. Ugotovili smo, da kar 197 občin ne objavlja poimenskih rezultatov glasovanj. To pomeni, da mi kot občani in občanke ne moremo vedeti, kako izvoljeni predstavniki predstavljajo naše interese. Prav tako smo ugotovili, da 44% občin na svojih spletnih mestih ne objavlja oziroma navaja strankarske pripadnosti svetnic in svetnikov. 96% občin ne objavlja informacij, kot so prejšnja zaposlitev ali izobrazba svetnikov in svetnic, in 71% občin nima na spletnih mestih objavljenih nikakršnih kontaktnih podatkov o svetnikov in svetnic, ki bi javnosti omogočali, da neposredno kontaktirajo izvoljene predstavnike. Svetniki in svetnice so neposredno izvoljeni predstavniki javnosti in s tem so tudi politično odgovorni občanom in občankam. Naša raziskava kaže, da obstaja resničen manjko informacij in mehanizmov, ki bi občanom omogočali in nudili nadzor nad izvoljenimi predstavniki. V tem sklopu smo tudi analizirali dostop do informacij. Pomembno se nam zdi poudariti, da ni pomembno le, ali je informacija objavljena, ampak na kakšen način je informacija objavljena na spletnem mestu. Ugotavljamo, da niti ena občina ne objavlja zapisnikov sej ali pa informacij, podatkov o glasovanju svetnikov in svetnic v strojno berljivih formatih, ki so predvsem pomembni za raziskovalce in za novinarje in bi jim omogočali analizo večje količine podatkov. Kar 70 občin pa v bistvu objavlja zapisnike v skeniranih PDF-jih. Problem tega je, da po skeniranem PDF dokumentu ni možno iskati
ključne besede. To pomeni, če jaz kot občanka sem zainteresirana in iščem nek podatek, moram prebrati cel zapisnik, kar se nam zdi, da odvrača ljudi od participacije v zadevah občinskega sveta. Nasploh smo opazili veliko problematičnih praks, ko pride do objavljanja podatkov na uporabnikom prijazen način. Tukaj je primer občine, ki objavlja gradiva za sejo v eni sami PDF datoteki, ki je ponovadi skenirana. To pomeni, da imamo približno 500 strani dokumentov, po katerih ni možno iskati po ključnih besedah. Torej, verjetno bo zelo težko za uporabnike oziroma občane in občanke, da pridejo do neke informacije. Spet druge občine svoje dokumente in gradiva za sejo občinskega sveta združijo v zip datoteke. Zip datoteke je potrebno na to pred prebiranjem naložiti na svoj računalnik in šele potem v bistvu lahko sploh vidimo, kaj smo naložili, katere datoteke so vključene v ta zip. No, ne vse občine objavljajo gradiva za seje združene, nekatere jih objavljajo tudi posamezno in individualno, ampak tudi tukaj je pomembno, da so te datoteke jasno poimenovane in da so informativne za občane in občanke. Na levo lahko vidimo primer dobrega poimenovanja datotek priponk, ki nam pove, kakšno informacijo bomo našli v priponki. Na desno pa lahko vidimo v bistvu seznam gradivo A do J, ki nam pa v bistvu ne pove, kakšne informacije lahko pričakujemo v priponki, in če občanka išče neko specifično informacijo, bo verjetno morala odpreti vse te priponke, da bo našla to, kar išče. Zmotilo nas je tudi to, da veliko občin ima seznam sej objavljen brez datuma seje. Moramo se zavedati, da večina občanov ne ve, kdaj se je zgodila 12. redna seja, a je bilo to januarja ali junija in tako dalje. Torej, v tem sklopu smo želeli predvsem poudariti, da ni pomembno, ali so informacije prikazane, temveč na kakšen način so prikazane. Podatki, ki so razpršeni po skeniranih PDF datotekah, ki niso javno označene, jasno označene, niso odprti podatki. Zdi se nam pomembno, da brskanje po spletnih straneh, spletnih mestih občin ne bi smela biti frustrirajoča izkušnja, za katero potrebuješ magisterij iz računalništva in doktorat iz politologije. Ko so podatki objavljeni na takšen način, na uporabniku neprijazen način, odvračajo uporabnike od participacije in večajo nezaupanje v lokalno samoupravo. Za odprto delovanje občin je prav tako pomembno, da so informacije objavljene tako, da so dostopne vsem družbenim skupinam. V sklopu dostopnost spletnega mesta smo preverjali, ali so občinska spletna mesta dostopna ljudem z različnimi oviranostmi. Tukaj nas je najbolj presenetilo to, da kar 167 občin krši zakon, saj niso objavile izjavo o dostopnosti spletnega mesta, ki jo zahteva zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Izjava o dostopnosti spletnega mesta od občin zahteva, da pripravijo analizo dostopnosti svojega spletnega mesta ter da omenijo, katere prilagoditve so naredili, da je njihovo spletno mesto bolj dostopno. Ocenjujemo, da ne gre za izjemno kompleksen in zahteven dokument, ki bi bil finančno ali kadrovsko izven zmožnosti večine občin. Ravno zaradi tega se nam zdi zaskrbljujoče, oziroma zaradi tega se nam zdi zaskrbljujoče, da toliko občin tukaj v bistvu niti minimalnim zakonskim standardom ne sledi. Dejstvo, da občine niso pripravile izjave o dostopnosti spletnega mesta, pomeni, da svojega spletnega mesta verjetno niso niti analizirale iz perspektive dostopnosti, kaj šele, da bi ga prilagodile osebam z oviranostmi. To tudi kažejo rezultati, ki jih bom samo na hitro omenila, nekatere izmed njih. 46% občin uporablja primeren barvni kontrast,
To je pomembno, ker če občina ne uporablja primerne barvne kontraste na spletnem mestu, so taka spletna mesta težko dostopna za ljudi s težavami vida in barvno slepoto. 13% spletnih mest ni berljivih ob uporabi bralniške nastavitve za povečavo, kar pomeni, da do njih težko dostopajo ljudje, osebe, ki so slabovidne. 84% menijev občinskih spletnih mest ni dostopnih na klik. To pomeni, da če hočemo se premikati po meniju, moramo uporabljati miško in to je problem za ljudi, ki imajo težavo pri uporabi računalniške miške. Prav tako je za osebe, ki imajo težave z gibanjem in s tem težave z uporabo računalniške miške, pomembno, da obstaja možnost navigiranja po spletnem mestu z rabo tipkovnice. To omogoča 69% občin. Zgolj 8,5% občin ima popolnoma prilagojeno spletno mesto za bralnike zaslona, kar pomeni, da občine, ki tega nimajo, niso popolnoma dostopne za ljudi, ki dostopajo do spletnega mesta z bralnikom zaslona, torej za slepe in slabovidne. In kar 65,5% občin imajo problem z poimenovanjem dokumentov na razumljiv način, kar pomeni, da je dostop in razumevanje spletnega mesta oteženo za ljudi z kognitivnimi oviranostmi. Da vam pokažem, kakšna je situacija, vam lahko dam en primer ene občine, ki vsekakor ni edina oziroma izjema, ki je tako poimenovala oziroma pripravila seznam gradiv k eni seji občinskega sveta. Gre za poimenovanje, ki je popolnoma nerazumljivo in vsekakor odvrača v bistvu vse občane in občanke. No, s tem bi pa tudi predala Maticu, da nadaljuje. Ja, hvala, Maja. Jaz se bom dotaknil sprejemanja proračuna in vključenost občanov v postopek. Zdaj, proračun je eden izmed najpomembnejših dokumentov, ki ga občina sprejme vsako leto in je zelo pomemben, da se v ta postopek občani tudi vključujejo. Zdaj, praksa kaže, da se zelo malo vključujejo, bomo pa mogoče skozi te informacije lahko ilustrirali, kaj so morda razlogi. Zdaj, občine so tu dosegle povprečno 6,9 od 20 točk in tudi najbolj ocenjena jih je le 12 zbrala. Zdaj, več faktorjev je zato pomemben. Zdaj, eden izmed pomembnih je, če je proračun sprejet pravočasno. Zakon zapoveduje, da morajo občine do konca predhodnega leta sprejeti proračun, kar uspe samo 152 občinam, saj tako je bilo v letu 2020, 54 v podaljšanem roku, ko teče začasno financiranje in takrat občani nimajo na kaj vplivati, konec koncev tudi svetniki celo ne, in 6 občin je zelo alarmantno celo po tem podaljšanem roku sprejeli proračun. Seveda v tem času ne more noben vplivati na izvajanje, torej občanom je popolnoma onemogočen. En faktor je tudi, če občine sprejemajo proračun v enem ali dveh branjih, 2 branja bi moral biti standard, kar občine tudi dosegajo. Zdaj, zakaj 2? Ker se lahko med prvim in drugim branjem odvije tudi javna debata, ki jo mnogo občin organizira. In ogromna večina občin dejansko sprejema proračun v 2 branjih. Smo pa zaznali trend, kljub temu, da tehnično občine sprejmejo v 2 branjih, včasih obe branji izvedejo na isti seji. Torej, tehnično sta res 2 branji, v resnici pa občan nima nobene možnosti, da bi se kaj vključil, kar zopet deluje odvračalno. Zdaj, seveda, tudi kadar je omogočen nek čas za odvitje javne debate, je treba ugotoviti, ali občani dobijo pravočasno podatke, da se lahko informirajo. Proračuni so zelo tehnično zahtevni dokumenti, imajo tudi 500-600 strani, polni nekih računovodskih tabel in tekstovnih razlag. In če ga dobiš 2 dni pred sejo, ga ni človeka na svetu, ki bi ga lahko preštudiral. In smo zato preverili, kako hitro oziroma koliko pred obravnavo na sejah občine to posredujejo občanom.
in 22 občin da več kot en teden dni, kar mislimo, da je res minimalen čas, ko bi se občan lahko informiral. Je pa kar 164 občin, pri katerih v bistvu nismo mogli ugotoviti, kdaj so na spletno stran naložili, ker na spletni strani ne objavljajo časa objave. Smo pa potem po poslovnikih ugotavljali, kdaj jim poslovnik zapoveduje. No in pri 104 od teh občin poslovnik dejansko zapoveduje, da mora biti pred sejo objavljeno, pač različne časovne okvirje, ampak pri 60 pa niti v poslovniku ne piše, da bi morali kaj objaviti pred sejo. Ugotovili smo, zaskrbljujoče stanje, da 24 občin sploh ni objavljeno, torej ne, da ne moramo ugotoviti, ampak sploh ni nekjer na spletni strani gradiva. V teh primerih občani sploh ne morejo na noben način sodelovati. Tudi oblika, tako je že Maja prej poudarila, je pomembna. Zdaj, če bi kdo hotel raziskavo delati, ne vem, tako kot mi, ampak da bi vsebino proračunov pregledoval, bi bilo to zelo oteženo, ker niti ena občina ne dovoli oziroma ne objavlja v formatu, ki bi strojno branje omogočil. Bi bilo treba pač vse na roke početi, ampak dobro, za navadne občane je dovolj, če je objavljen PDF, po katerem se da iskati, kar tudi velika večina občin, kar 162 jih to naredi. Seveda zdaj govorimo o čistopisu, med sejami so še amandmaji, tudi na tisti seji, ko se sprejema, so amandmaji sprejeti. In seveda tisto, ki je gradivo za sejo, ni nujno enako kot sprejet proračun. In zdaj, če ni čistopisa, občani ne morejo vedeti, kaj se je na koncu znašlo v proračunu, in ugotavljamo, da kar 36 občin sploh ne objavi pač končnega dokumenta, torej občani ne morejo spletne strani ugotoviti, kaj je v proračunu. Kljub temu, poleg tega še 14 občin objavi pač skenirane te čistopise, torej zadnji podpisan dokument, po katerem se ne da iskati, in med 600 strani tabel občan ne bo našel, kaj se na njihovi ulici dogaja, če ne bo mogel vtipkati njihove ulice v iskalnik, ker ne bo nihče prebral teh 600 strani, sam da bi do tega prišel. Zdaj, ugotavljali smo dober podatek, da večina občin, ker 121 izmed njih, organizira javne razprave k proračunu in k njem tudi pozove. Mi smo zahtevali, da je pač nek ločen poziv, da ni samo v nekem zapisniku piše odpiramo za javno razpravo, in ker 121 občin to dobro prakso izvaja, kljub temu jih ostaja 91, ki tega ne organizira. Ampak tako kot prej, že pri proračunu je pomemben, koliko časa je namenjeno tej javni razpravi, in 27 občin več kot 30 dni nameni javni razpravi, kar je primeren čas, da se lahko odvije, ker pri taki javni razpravi morajo imeti občani čas, da to preučijo, se tudi nekako med sebojno posvetujejo v skupinah in podobno in podajo neke konkretne predloge. V 92 občinah poteka nekaj krajši čas, kjer je možna ravno tako javna razprava, vendar pač bolj okrnjeno. Pri dveh občinah pa ta javna razprava je predvidena manj kot 7 dni, kar po našem mnenju ni mogoče izvesti neke kvalitetne javne razprave v tak kratkem času. Zdaj bolj zaskrbljujoče je, kljub temu, da pač 120 občin naredi javno razpravo, da jih kar 67 od tega potem ne objavi rezultate javne razprave, torej občani ne morejo ugotoviti, kak učinek je zdaj imel to, ko so se vključevali. Zdaj v tej kombinaciji to seveda občane zelo odvrača od prihodne udeležbe v čem takem, in je tudi opažamo na terenu, da je dejanska udeležba v teh javnih razpravah precej nizka. Zdaj, občani morajo tudi vedeti, kaj se dogaja, ko je enkrat proračun sprejet. Zdaj, po zakonu mora vsak župan vsaj enkrat na leto občinskemu svetu podati poročilo o izvajanju proračuna, torej vsaka občina ta dokument ustvari, ampak le 130 izmed njih ga dajo na spletno mesto, kjer ga lahko vidijo tudi občani, da bi pa ugotovili, kaj se dogaja z proračunom oziroma če so kakšni zapleti težave, kaj pred časom nimajo pač poročila na voljo pri ostalih občinah. Zdaj, najbolj se nam je pa zdelo, ker je ta proračun tak zahteven dokument, da ga povprečen laičen občan ga lahko z veliko truda sicer razume, ampak ni razumno zahtevati od občanov, da bojo to znali. Cilj pa je, da so občani kot skupnost informirani, samo nekim imajo posebno usposobljenost. In smo pogledali, če katere občine se kaj posebej trudijo
predstaviti sestavo proračuna, ne, in smo ugotovili, da le 6 izmed občin se poskuša na neke boljše načine predstaviti, vsaj na spletnem mestu, in le 4 občine poskušajo nekako obrazložiti, kako bo pa potrošnja oziroma poraba proračunskih sredstev potekala na nek ljudem bolj razumljiv način. Ker velika je razlika med tem, če ti imaš dokument 600 strani dolg, poln nekih tabel in nekega izrazoslovja, ki ga ne razumeš, ne, ali pa če imaš, ne, kot smo na primer v teh primerih dobre prakse identificirali, lepo zemljevid s pikicami, ne, greš do svoje ulice, pogledaš, če so tam pikice, klikneš na njo, ne, in ti razloži, kaj so zdaj tam eni projekti in podobno, ne, ali pa si je z grafikoni in raznimi tabelami razložen, ne, kako je sestavljen proračun, odkot prihaja denar in podobno, ne, kar občanom dvigne neke kompetence, da lahko tudi kaj predlagajo, ne, če razumejo, kako je kaj skup sestavljen. Ne. Tako da je velika manjšina, mislim, zelo malo občin, ne, dejansko se poslužuje teh orodij, ki imajo za občane gotovo veliko vrednost. Zdaj gledali smo, no, kako se pa dejansko tudi javnost vključuje v delovanje občine pri pripravi raznih razpisov oziroma predpisov in uredb. No, in to je kategorija, kjer so občine prejele najmanj točk, ne, je bilo poprečno 2,1 od 20 in tudi najboljša je imela sicer visoko oceno 16,1. Zdaj razlog za tako nizko število je to, ker smo se to področje nanaša tudi na stvari, ki niso nujno na spletni strani, in smo zato prek vprašalnikov vsaki občini poslali, ne, anketo oziroma vprašalnik, kjer bi sami pojasnili, ne, kakšne posvete organizirajo, na kak način jih organizirajo in podobno. In je bilo alarmantno, da se je od vseh občin odzvalo samo 50 občin sploh na te vprašalnike, kljub temu, da je uredba v pravnem postopku zahteva od občin, da v 15 dneh odgovorijo. Mi smo občinam dali na voljo 4 mesece in večkrat so bile vse občine pozvane, ne, in kljub temu se jih je odzvalo samo 50, kar smo sklepali, ne, da je zelo slabo popotnico, pač verjetno imajo občani isto izkušnjo, če poskušajo kaj pridobiti od občine, ne, in smo potem za vsa vprašanja, kjer občine niso odgovorile, jim podelili 0 točk. Kar je, ne, nimamo pa dvoma, ne, da je kakšna že kako točko bi dosegla, če bi dejansko odgovorili. Ne. Zdaj, kaj smo tu gledali? Zdaj, eno stvar, ko smo jo gledali, ko je zelo indikativna, je koliko občin dejansko uporablja participativni proračun pri pripravi proračuna in smo ugotovili, ne, da za leto 2020, kar pomeni, ne, da je bil participativni proračun posvetovanje izvedeno ali v 19 ali v 18, ne, torej za precej nazaj, ker je treba to narediti prej. Ampak takrat je 12 občin v bistvu izvajalo že participativni proračun in 7 od teh so imeli tudi neka eksterna ali pa pač posebna IKT orodja, s katerimi so servirali informacije občanom, kar je pač dobra praksa. Zanimivo je, da vse od teh, ki so to uvajale, ne, so dajale možnost participacije tudi mlajšim od 18 let. Ne. Zdaj, treba je vedeti, da participativni proračun, ne, gre za sistem delegirane moči, kjer občani lahko odločajo o nekem delu občinskega proračuna, ne, in je zelo pozdravno, no, da so lahko tudi mlajši od 18 v tem sodelovali. 3 izmed teh občin, ne, so celo omogočile ljudem, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, da se tudi vključijo v te posvete, ne, kar je v bistvu zelo odprto, ne, na tem nivoju. Zdaj, ampak smo pa gledali tudi, kakšne druge posvete z javnostjo delamo, ne, in tu smo pač zdaj upoštevali samo teh 50 občin, ki so se dejansko odzvale na vprašalnik in smo ugotovili, da skoraj polovica, ne, je izvedla vsaj eno, ne, javno razpravo o odloku ali pa posvet že pred pripravo odloka. Ne, in še 13, ne, je izvedlo oboje, torej je imel največjo količino posvetov. 11 občin, ne, pa je izvedlo le pač zakonsko obvezne posvete, ne, torej razgrnitve raznih prostorskih aktov, kjer je pač po zakonu treba imeti enomesečno javno razpravo. Zdaj, zanimalo nas je tudi, koliko se občane obvešča o poteku posvetov, namreč, ne, če občani ne vejo, da posveti potekajo, pa tudi ne bo občanov, da bi se posvetovali. In smo ugotovili, no, dobro prakso, da kar 37 od teh 50 občin je obvestilo občane že v letnem načrtu, ne, ali pa 7 dni pred pričetkom posveta, ne, torej so občani imeli dovolj časa, da so se na to pripravili, da so si čas rezervirali in podobno.
in se pa udeležili. Ne. 10 od teh občin je občane obvestil pač šele, ko se je posvet pričel, kar je malo slabše. Zdaj bolj problematično je to, da občine tipično niso pa objavile rezultatov teh posvetov, ali kako so se spremenili zaradi participacije občanov, kar je podoben problem, ko sem že prej izpostavil, če imaš veliko teh javnih razprav, pa ne morejo občani izvedeti, kaj se je v tej javni razpravi zgodilo, to zelo odvrne občane, da bi se tudi v prihodnje kaj udeležili. In le 6 od teh 50 je pa prijete predloge in komentarje objavili, da so bili vsem vidni, in le 8 jih je rezultate te javne razprave na nek način predstavili tudi javnosti. V glavnem, zdaj to je en polje, ko ga lahko malo ilustriramo, kazalnikov je sicer precej več, tu smo jih izbrali neki, več se da zvesti na spletni strani, bi pa morda vrnil Nejco besedo. Ja, hvala obema. Kot je Matic omenil, to so torej neki bolj pomembni izsledki na ravni celotne lokalne samouprave. Danes bomo o samem spletnem mestu, kjer so podatki na voljo, javnost obvestili tudi s poročilom za javnost in bodo potem te rezultati na voljo tudi širšemu občinstvu. Prepričani smo, da se bodo posamezni novinarji, upamo, da morda tisti, ki delujejo v bolj lokalnem ali pa regionalnem okolju, pa na vse zadnje tudi občinski funkcionarji, te podatke podrobneje ogledali in prišli do novih ugotovitev. Kot smo videli, je v Sloveniji precej dobrih praks na področju lokalne samouprave, mnogo pa je tudi področji, kjer bo napredek vsekakor dobrodošel in upamo, da ga bomo z našim delom tudi spodbudili, da bo steklo sodelovanje mogoče tudi med občinami, mogoče tudi širše, da bomo priča neki izmenjavi znanj, nasvetov in da bomo lahko v prihodnje gledali rast teh številk, predvsem pa zgodbe o uspehu iz terena. Zdaj, preden zaključimo dogodek, bi vas povabil še k razpravi, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje ali pa komentar. Prosim. Hvala lepa. Jaz bi rad izpostavil predvsem to, da spričo predstavljenih rezultatov raziskave mislim, da bo potrebno, da na Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta te rezultate predelamo in da sprejmemo sklep o tem, kako se da to stanje izboljšati. Očitno namreč je, da ne gre za vprašanja objektivnih oziroma zgolj objektivnih in finančnih razlogov, da je transparentnost na takšnem nivoju, bolj gre za organizacijska in subjektivna vprašanja in izboljšave so vsekakor možne. Lahko vam pa tudi obljubim, glede na to, da bom, mislim, da naslednji teden v Državnem svetu gostil predsednike asociacij lokalne samouprave, Zveze občin, skupnosti občin, da jih bom opozoril na izsledke te raziskave in jih bom poprosil, da do teh izsledkov, da jih preučijo in zavzamejo svoja stališča in potem bi jih poprosil tudi za njihove predloge, kako bi lahko skupaj izboljšali to stanje. Nedvomno pa je, da lahko tudi Ministrstvo za javno upravo z nekaterimi svojimi tehničnimi rešitvami omogoči lokalni samoupravi boljše funkcioniranje. Konec koncev gre za javno upravo, tudi občine so del tega, ne samo upravne enote. Ob tem bi izpostavil mogoče še eno izkušnjo Državnega sveta Republike Slovenije. Mi smo se v preteklosti odločili, da bomo vse seje naših delovnih teles in tudi plenarne seje spremljali na takšen način, da je tudi za laike, za državljane Republike Slovenije možno ugotoviti, kdaj je Državni svet razpravljal o kateri tematiki, kateri svetniki so razpravljali, da se zasledovati časovno, da se zasledovati po imenih, da se zasledovati tudi po izrečenih stališčih, ampak zaradi tega smo bili javno izpostavljeni v eni informativni oddaji,
da nenamensko trošimo davkoplačevalski denar, ker ne bi to vse že po zakonu zagotavljala javna RTV. Pa temu ni tako. Dejansko smo se mi potrudili, da smo bolj dostopni javnosti, s tem mislim, da smo precej bolj transparentni, kot smo bili v preteklosti. In mislim, da je treba tudi to vprašanje porabe sredstev za takšne namene je treba na nek način lokalni samoupravi obrazložiti in upravičiti, tako da se lahko k temu tehnično in finančno pravno pristopi. V glavnem pa lahko izrečem moje osebno mnenje, da so tukaj dosti večji subjektivni organizacijski problemi, kot pa vprašanje zmožnosti. Hvala. Če ima še kdo morda kaj, v vsakem primeru pa bomo za kakršnekoli dodatna vprašanja še na voljo. Tako da mogoče, če v tem trenutku ni več nobenih vprašanj oziroma komentarjev, potem bomo z novinarsko... Pardon, se opravičujem. Mogoče vse na Lestrgar delo. Tam iz tistega prikaza na začetku se je videli, da je recimo občina Medvode na 8. mestu, pa če sem prav razumel, da se je MOL najbolje odrezal. Če bi vse mogoče še tiste še druge na vrhu, recimo, pa tiste na dnu. Predvidevam, da, kot ste rekli, majhne občine imajo manj možnosti, so na dnu, kot velika največja je pa Ljubljana pač na vrhu. Čeprav so prav v Ljubljani pripombe, da je prvič, da nima participativnega proračuna in drugič, da se po svoje najmanj upoštevajo predlogi od zunaj. Mogoče tudi zaradi velikosti in zaradi organizacije take, kot je. Ne? Ja, to lahko zdaj treba povedati, ne, da mi smo pač postopke ocenjevali, ne, nismo zdaj, če so bile odločitve, ki so na podlagi teh posvetovanj nastale, bile dobre ali slabe, ne, to bojo pač občani precenili. Ne. Zdaj nekako opažamo, ne, ste opazili korelacija, ne, med velikimi občinami, ki imajo veliko osebja, pa dost nekih proračunskih sredstev, ne, tipično, ne, dosežejo tudi več točk. Ne, zdaj to malo ugibamo, ne vemo zdaj, če je to čist vzročno-posledična povezava, ne, ampak take občine dejansko imajo osebje, ne, ki se lahko poglobi v to, ne, ki imajo denar naročiti novo spletno stran, ki bo, ne, dostopna za vse ljudi z raznimi oviranostmi in podobno. In tudi manjše občine, ne, smo malo sklepali, so te, ki so bolj ruralne, ne, kjer je mogoče tudi starejše prebivalstvo, ki ne uporablja tukaj spletne strani, pa mogoče zato tukaj fokusa ne dajejo, ne, na to, kaj se na spletni strani dogaja. Ne. Zdaj kvaliteto obveščanja prek, ne vem, naprimer oglasne deske, ne, nismo imeli možnosti preverjati. Ne, in lahko, da bi te občine na druge načine kaj točk pridobile. Ne. Tu se je pač šlo za to dostopnost, ki je vsakmu občanu, ne, ki nima nujno fizičnega dostopa do te občine, tudi na voljo. Ne. Pa, če smem še jaz mogoče na ta prvi del, zdaj vam po pravici povem, da na pamet ta prvih 10, niti ta zadnjih 10 ne vem, bi vas pa povabil, da kar obiščete spletno mesto, ki je že na voljo in si potem tam lahko pogledate celotno zadevo. Bi jaz mogoče še imel komentar na to, kar je gospod Kovšca povedal. Ne, tudi se strinjam, ne, da predvsem so neke organizacijske težave tu. Ne, ko smo videli, kje se občine slabo odrežejo, ne, so tipično pri podatkih, objavi podatkov, za katere vemo, da občina jih ima zbrana. Ne. Občina ve, kdo je kak glasoval, občina ve, kaj so se menili na delovnih telesih, ne, in si ti dokumenti v neki obliki že obstajajo. Ne. Ampak v samih postopkih delovanja občine, ne, očitno nimajo dogovorjenih teh postopkov, ne, da bi se to pač redno tudi objavljalo. Ne bo imela občina nič več dela, ne, če bo datum objave zraven napisala, ko nek dokument objavi in podobno. Ne. In ni treba zdaj velikih finančnih vložkov ali pa kaj podobnega, ne, da bi se stanje precej izboljšalo, ne, v smislu dostopnosti
dostopnosti. Ne. Tudi, ne vem, če dokument poimenuješ KPZ 554328315, ne, ti ne bo vzel nič več časa, ne, če ga boš poimenoval, ne vem, ne, predlog sklepa za, ne vem, spremembo namembnosti zemljišča, ne, in podobno. Ne. In dosti je takih, pač, ki se znajo zelo hitro, ne, velike spremembe, vsaj na te kazalnike, ki smo jih mi naredili brez nekih večjih stroškov narediti, ne, ampak pač za malo reorganizacijo dela. Ne. To je to. Izvolite. Generalna ocena je pol kakšne, ste pričakovali boljše rezultate ali ne, nekaj ste že povedali, pa če lahko strnete. Je to slabo stanje ali ne tako slabo? Jaz bi rekla, da nekatere občine so se odrezale bolje, nekatere slabše. Predvsem bi rekla, da se je veliko občin odrezalo tako slabo, da v bistvu se nam zdi nujno, da se zgodijo neke intervencije in spremembe in začnejo bolj proaktivno razmišljati o svojem, o transparentnosti in odprtosti svojega delovanja. Kaj pa to recimo najvišji rezultat je nekaj čez 60%, ali je to dober rezultat, ali to ni dober rezultat? Zdaj, če bi bil v šoli, bilo tam ene trojka, štirka, nekaj takega, ne? To je rezultat, ki kaže, da je še prostor, da obstaja še prostor za izboljšanje transparentnosti in dostopnosti občin, tudi teh, ki so med 10 najbolje ocenjenih. Ja, jaz sem hotel pokomentirati tole, če želimo na občine prenesti pristojnosti, ki so sedaj na ravni ministrstva, predvsem upravljanja s prostorom, razvojne politike na področju gospodarstva, turizma, šolstva, bodo občine morale na nek način, oziroma pokrajine, pa potem tudi občine, zagotoviti transparentnost odločanja, če ne se bomo znašli v situaciji, ko ministrstva za nekatere vprašanja ne bodo več pristojna in namesto, da bi ljudje imeli več informacij in več vpliva na to, da se odloča bliže njim, bomo prišli v situacijo, da bo se stanje poslabšalo. To se pravi, če želimo ustanoviti pokrajine, se mora transparentnost absolutno in tudi relativno povečati. Že zaradi tega, da bodo ljudje ta novi umestno raven oblasti sprejeli kot svojo, v kateri lahko participirajo. Zelo težko si predstavljam, da o majhni participatornosti, majhni transparentnosti ljudje lahko pozdravijo še eno umestno raven oblasti. Je pa ta ključna, ker v državah Evropske unije in tudi drugih je taka bolj položna piramida oblasti garancija nekega hitrejšega razvoja, usmerjenega bolj na lokalne skupnosti in potrebe lokalne skupnosti. Zdaj Slovenci zamujamo, če pa želimo to zamudo nadoknaditi, mora biti predvsem nova raven oblasti demokratična. Demokratična je pa samo tedaj, če jo ljudje objektivno prepoznavajo kot demokratično in če nimajo informacij, jo ne morejo vzeti za svojo, jo ne morejo prepoznavati kot demokratično. Torej ni izbire. To stanje, kakršnokoli že je, lahko rečemo, da je dobro, lahko rečemo, da je zadovoljivo, lahko rečemo, da je slabo, ampak treba ga spraviti na dobro. Generalno dobro, da bi lahko sploh nadaljevali s tem procesom. Toliko. Delo za vse nas, mislim, da. Torej, hvala lepa vsem prisotnim za pozornost, za diskusijo, hvala gledalcem, hvala lepa še enkrat gospodu Kovšci in pa državnemu svetu in lep pozdrav.